Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o razstrupljanju na celični bazi in kako spraviti ven iz telesa težke kovine. V tem tednu smo govorili, oziroma zadnjih nekaj videov sem posnela o zasvojenosti. In prav zasvojenost cigareti vnašamo v telo težke kovine in to je kadmij. In seveda težke kovine in vse ostalo lahko ostane v našem telesu oziroma se nalaga na maščobni del našega telesa in moti delovanje predvsem ščitnice. No in ščitnica sama sprošča dovolj hormonov, ampak je zaradi prezastrupljenosti telesa telo obremenjeno in ti hormoni oksidirajo. No in zato je tako pomembno razumeti ta razstrupljanje na celični bazi. Za vse tiste, ki imate knjigo, ko imajo hormoni žur, to je na strani 206, in to, da vam razložim čisto v preprostih besedah. Se pravi, če mi želimo spraviti težke kovine iz telesa ven, potrebujemo ključne vitamine pa minerale. Najbolj ključen izmed vseh je dejansko cink, potem je pa magnezij in vitamin B6. Ti so najbolj ključni, ampak da pa pride do vezave, ni zadosti, da vi greste pa eno škatlico tega, pa tega, pa tega, ker ne bo nič pomagal. Ker magnezij se veže skupaj s silicijem in s kalijem in z natrijem. Se pravi, v bistvu cel kemizem potrebno podpreti. Zato začnimo na začetku. Prva zadeva, treba je uporabljati sol. Sol, in če je le možno, dajte kupiti solni cvet. Jaz kupujem čisto navadno piransko sol, tako da v glavnem kupujte, ne pa kupovati kamene soli. Navadna sol bo čisto zadost, ker v bistvu kamena sol je pa ta sol, ki je bila nekoč morje, pa je stisnjena, ne rabite tega niti kupovati, ampak tudi če jo imate, je v redu. No, to navadno sol zaradi joda je pomembno, da jo uporabljate. Ker jod je pa naslednja zadeva, ker nekaj joda potrebujemo pač za delovanje ščitnice in kakor ga imamo premalo, pač nastaja lahko golša, lahko imate tisti smok na grlu, ki vas... A veste, enostavno veste, da je nekaj po osnovi ni nič. No, se pravi, ključni minerali. Zdaj pa, vedno, ko nekomu priporočam za razstrupljanje, rečem kalcij pa magnezij. Pa prav, ne, se kalcija ne rabim, se magnezija ne rabim. Te dva se vežeta skupaj. Predvsem kalcij je pa naslednji mineral, ki je za razstrupljanje, ker vse te kisline, ki se nahajajo v našem telesu, v medcelični tekočini, kalcij spremeni v soli in te soli polulamo. Zato potrebujemo kalcij. Ena gospa mi je enkrat rekla, zdaj pred kratkim je rekla, ja, ampak kalcij pa ne smeš skupaj z maščobom uživati zaradi tega, ker se ne veže. Zakaj že? A ni kalcij prisoten v mleku, v naravi, ne? Mleko je načeloma masno, se pravi, tukaj to ne pije vode, z moje zdrave kmečke pameti pač ne gre skozi. V naravi je to skupaj. In tudi, če popijete, recimo kravje ali kozje mleko, tisti, ki ne morete kravjega piti, dajte se navaditi na kozje mleko. Kozje mleko ima pa poleg tega aminokisline in aminokisline so pa gradniki za glutatijon. Govorimo naprej o tem, kako izdelati glutatijon, to je naravna snov za razstrupljanje. In ta snov je to je kot lebdeč papir, ki lebdi na medcelični tekočini in v celici ravno tako tekočina in veže nase vse strupene snovi. Prav tako deluje celo na DNK in pobere ven vse hormonske motilce oziroma tudi celične motilce, ki povzročajo, da pride do mutirane celice. Poglejte, 3 ključne sestavine oziroma aminokisline, ki jih telo potrebuje, da izdeluje glutatijon. In sicer glicin, glutamin in cistein. To verjamem, da vam nič ne pomeni, ampak kaj je treba jesti? Pršut, piščanec, puran, raca, jajca ter vse mlečne beljakovine. In verjamem, da ste mi že siti, ko govorim skuta, mleko, sir, jogurt, sirotka. Seveda, dobite tudi to aminokislino, če uživate mocarelo, ravno tako vsebuje zadostno količino aminokislin, pač potrebujemo živalski vir aminokislin, da telo začne izdelovati
glutatijon, ki deluje na razstrupljanje. No, potem so pa rastlinski viri, pistacije, rdeča paprika, česen, čebula, brokoli, zelje, brstični ohrovt, zelena, ovs, pšenični kalčki, šparglji in korenček. In zdaj, če pogledate, da to lahko vse s hrano vnesete, edina stvar pri razstrupljanju, da se ta snov glutatijon izdeluje, potrebujemo še 1000 mg C vitamina. Dobro, tega boste mogli dodati kot prehransko dopolnilo, vse ostalo pa lahko s hrano pridete do tega. In vem, da marsikdo pravi, spet ta skuta, pa minka, pa skuta. Na čem so pa naši predniki zrasli? Od česa so pa naši predniki živeli? Verjetno ne od meditacije, to je prva zadeva. Zrasli so oziroma krompir, meso, solata, pa mlečni izdelki. Ampak to so oni rabili te jedi, pa žgance, zato ker so fizično delali. In glejte, če ti fizično delaš, seveda rabiš večjo količino ogljikovih hidratov. Mi premalo fizično delamo, da bi enako hrano jedli, kot so jedli naši predniki. Se pravi, sam krompir je čisti škrob. Pejmo raje na ajdovo moko. Pa ta odličen kruh iz ajde, ja, odlično. Dajte uporabljati česen, čebulo, šparglji. Lejte, to je ključna zadeva za glutatijon. In seveda, tukaj pa so pa nekaj od beljakovin je še treba živalskega izvora in najbolj enostaven. Kaj pa, če bi začeli uporabljati recimo kozje mleko? Kozje mleko pa kozji izdelki, pa imate tukaj v Sloveniji slovenske proizvajalce, pa bojo hvaležni, da boste od njih začeli uporabljati in boste videli, kozji izdelki, pa tudi tisti, ki imate alergijo na kravje izdelke, ne boste imeli alergije in boste odlično za vaše zdravje. Dajte poskus na ta način in ko vaše telo izdeluje glutatijon, pride do razstrupljanja in grejo vse te težke kovine na celični bazi ven. Zdaj pa še ena stvar. S tem, ko pa vi začnete uživati to zdravo hrano, se stimulira prav tako imunski sistem. Imunski sistem je pa prav tako proti raku, deluje, zavira, sam čisti proti raku, povečajo se celice T, ki požirajo rakaste celice noter v krvi in prav na korenček in predstopna A vitamina vsebujejo točno to, kar deluje za borbo proti raku. Zdaj pa še eno vprašanje. Zadnjič me je ena gospa klicala, ali pa ne vem, je mail poslala in če imate kakšno vprašanje, dajte mi napisati in v komentar, napišite mi mail, bom posnela video, odgovorila na vaše vprašanje. In je vprašala, A vitamin povzroča raka. Ne, to ni res. A vitamin deluje proti raku, ampak od kje je prišlo to? Poglejte, A vitamin je v bistvu to rdeče barvilo v korenčku. To je predstopna A vitamina in temu se reče karotenoid. Karotenoidi so to. In seveda pol so hoteli biznis narediti iz tega in so rekli, rdeča barvila delujejo proti raku. In so naredili umetna rdeča barvila. Glejte, umetna rdeča barvila je barva. Je barva za pirhe, je akrilna barva, je barva za steno. To je isto. Dobro, res pretiravam, priznam, pretiravam. Ampak v osnovi je isto, je umetno. In vse, kar je umetno, ne more biti proti, bolezni, ampak je kvečjem za bolezen. In veš, da ne boš šel jesti akrilne barve, je to tako. Umetne karotenoide, ki so pa ravno tako umetni, pa jemo, ali jejo, jaz jih ne. In zato predstopna A vitamina, karotenoidi iz korenja, paprike, paradižnika, jagodiča so proti raku. Medtem ko umetni karotenoidi, predvsem beta-karoten umetni, povzroča raka. In to je dokazano. In potem ljudje se ustrašijo in rečejo, vse rdeča povzroča raka. Dajte, pomislite, v 70 letih so pogruntali celo paradajz povzroča, paradižnik povzroča raka. Pa ni res. Paradižnik ima likopen. Likopen je ena od najmočnejših snovi proti raku. Ampak umetno barvilo povzroča raka. No, tako da, jaz upam, da sem vam danes dala nekaj koristnih informacij za razstrupljanje. Delajte na tem,
ker vaše telo je svetišče in dokler ima na fizični bazi strupe, možgani ne delujejo, ne morejo delovati, celice ne delujejo in seveda potem je to odlična podlaga za preklicati bolezen. Tako da uživajte, imejte se radi in tudi to, koliko se imate radi, kaže na to, kaj imate na krožniku in kaj dajete v usta.